Lepo pozdravljeni, cenjeni gledalke in gledalci. V današnji oddaji bomo ponovno odkrivali novosti na področju alternativnih postopkov reševanja sporov. V današnji oddaji se bomo dotaknili postopka, ki ga v Združenih državah poznajo že kar 30 let in je bil prvi alternativni postopek reševanja sporov. Govorimo o zgodnji nevtralni oceni. Iz nje se je v Ameriki razvila tudi mediacija, medtem ko je v Sloveniji tovrstni postopek popolna novost. Izvaja in ponuja ga le Evropski center za reševanje sporov. Zato danes v studiu pozdravljam gospo Katarino Kresal in seveda ustanoviteljico ECR-ja in dr. Janeza Čebulja, nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča. Še enkrat obima iskrena dobrodošlica. Lep pozdrav. Lep pozdrav. In hvala za ta zagotovo prijeten pogovor, ki nas vse tri čaka. Ampak, gospa Katarina Kresal, povejte nam, kaj pravzaprav pomeni zgodnja nevtralna ocena? To je pravzaprav testiranje realnosti posameznika ali podjetja, preden se odloči, kako bo reševal svoj spor. Narava človeška je, da imamo o sebi bistveno drugačno mnenje, kot pa kaže realnost, in tako je tudi z spori. Podjetja, posamezniki pogosto verjamejo, da imajo prav, da je prav, da grejo na sodišče, da bodo dokazali resnico in pravico. Če pa jim nekdo tretji, ki od njih ni odvisen, objektivno pogleda to zadevo, pogleda dokumentacijo, pa je lahko rezultat bistveno drugačen. In namen tega postopka zgodnje nevtralne ocene je ravno to, da ti nekdo, ki ima veliko izkušnjo iz tega področja in znanje, pove, kaj te čaka na sodišču. In pri Evropskem centru za reševanje sporov te postopke načeloma vodijo nekdanji ustavni sodniki ali pa nekdanji vrhovni sodniki, tudi višji sodniki ali pa vodje posameznih oddelkov, torej ljudje, ki so veliki strokovnjaki z posameznega področja, poleg tega pa imajo še to izkušnjo iz sodišča. Torej imajo sodniško mentaliteto, poznajo postopke, vejo, kako sodniki, senati razmišljajo, in ko dobiš tako oceno, je seveda res objektivna in ti zelo na mestu pove, kaj te v resnici čaka, in zato je pogosto rezultat tega postopka veliko presenečenje za stranke, ki so pa svojo situacijo videle predvsem bolj idealno. Kdo pravzaprav posega po vaših uslugah? Postopek je na voljo tako za pravne osebe kot za fizične osebe. Lahko ga naročita obe stranki v sporu, lahko pa samo ena. No, v Sloveniji je bolj praksa, da postopek naroči ena sama stranka, da sama pri sebi stestira, kako stoji, tudi ne želi razkriti te situacije nasprotni stranki, in potem je ta nevtralna ocena pogosto odločitev za to, da ne gre v pravdanje, ker v življenju pač nič ni črno-belo, in nevtralna ocena pogosto pokaže to, da stvari, za katere stranka mislijo, da so samo po sebi umevne, niso, in se potem raje odloči, da gre mogoče v pogajanja ali pa da gre v mediacijo. In kot ste rekli na začetku, iz te nevtralne ocene se je v Ameriki razvila kasneje tudi mediacija. Ampak, kot veste iz izkušenj, v Ameriki pravzaprav tega načina, da samostojno ena stranka pride na mediacijo oziroma na svetovanje, v Ameriki je način, da obi stranki prideta. Zakaj smo mi tako drugačni? Mi še rabimo nekaj časa, da dozorimo v tem razumevanju alternativnih postopkov, pa tudi v tej naši filozofiji življenja, da ni treba, da gre vse na nož in na sodišče, ampak da se lahko skupaj z nasprotno stranko usediš in dogovoriš čim hitreje za čim bolj optimalno rešitev. In res je, v Ameriki se, pa tudi drugje v tujini, kjer te postopke izvajajo, pogosto obe stranki odločita, da prideta
in da jim nekdo tretji da oceno, kako bi bilo smiselno ta spor rešiti in tudi kako se bo rešil, če pride na neko formalno razsojanje. No, pri nas zaenkrat še te odprtosti ni, stranke skrivajo argumente pred sabo, dokaze in želijo najprej čim bolj utrditi svojo pozicijo, predno se grejo pogovarjati. Ampak tudi to je boljše, kot da greš takoj na sodišče. Čas je zlato, pravijo na Zahodu, ne? In zagotovo kaj kmalu tudi pri nas. Kako je pa s fizičnimi osebami? Govorili smo zdaj o podjetjih, kaj pa fizične osebe? Zaenkrat se ta storitev še ni tako zelo prenesla tudi med fizičnimi ljudmi, torej ni veliko naročil, recimo strani posameznika, ki mu podjetje recimo odpove delovno razmerje, ali pa se ločuje, pa ga zanima, ne, kaj to zdaj pomeni pri delitvi premoženja, kaj to pomeni pri odločitvi glede tega, kdo bo skrbel za otroke, ali pa kakšna čist navadna dnevna zadeva, kot je recimo sosedski spor, tega v Sloveniji res veliko. Tudi vsak posameznik lahko pride stestirati takšno zadevo, lahko preveri, če ima res prav, predno, naprimer, vloži motenko, ne, ali pa predno gleda na lastninsko tožbo. Lahko pride, si naroči takšno storitev in oceni, ali je prav, da gre na sodišče, ali je morda boljše, da zakoplje bojno sekiro sosedom. Torej, lahko rečeva, da vaša vrata so odprta za vse bodoče spore. Tako je. Pa tudi tiste, ki so že nastali. Aha. No, gospa Kresalova je omenila, da gre za oceno spora, preden se gospodarske družbe odločijo za sodno pravdo ali med samo pravdo na sodiščih. Kaj pa to pomeni za sodišča? No, za sodišča to predvsem pomeni manj dela, če poenostavljeno rečem. To pomeni, da se lahko število sporov, o katerih morajo odločati, zmanjša. Predvsem pa se mi zdi, da ne gre samo toliko za razbremenitev in pa manj dela sodnikov oziroma sodišča, ampak gre tudi za to, da tam, kjer spori so takšni, da recimo iz takšnih ali drugačnih razlogov ne more priti do neke rešitve že pred tem, ko se gremo pravdati, da tako rečem, na sodišče, da so potem ti spori tudi hitreje rešeni, ne? Ker seveda najslabša pravica je pač pravica, ki traja 10 ali več let, da se do nje pride, ne? In seveda to, kar je že gospa Kresal omenila, ne, in to, kar ste tudi vi vprašal, ne, ta sistem je namenjen predvsem tistim, ki vedo, da v življenju prihaja do sporov. V zasebnem, na poslovnem področju posod prihaja do sporov. Sej to ni zdaj nekaj nenormalnega, da tako rečem, ne. Normalno je, da imamo različna mnenja, normalno je, da prihaja do sporov. Je pa seveda od tu naprej vprašanje, ali si želimo te spore čim hitreje rešiti in v življenju iti naprej, da tako rečem, ali pa je edini cilj tistih, ki so udeleženi v sporu, da dokažejo svoj prav. In to dokazovanje svojega prava, da tako rečem, ne, ima velikokrat lahko veliko bolj škodljive posledice, kot pa nek kompromis, ki morda ni z vidika ene stranke optimalen, je pa kompromis, ki pač s katerim sta oba dva zadovoljna in lahko ne nazadnje tudi naprej še vedno tudi poslovno recimo sodelujeta, ker vesta, da sta sposobna rešiti po neki ne samo sodni poti, ampak morda nekoliko bolj prijazni poti kakšen spor, do katerega bo lahko tudi v prihodnosti v nekem sodelovanju prišlo. Seveda, zdaj s to nevtralno oceno se seveda da vključiti v katerikoli fazi postopka, ne zdaj med samo fazo, to je težko, recimo med samim sojenjem na prvi stopnji, recimo, čeprav odvisno spet od narave, ampak običajno
lahko recimo po končani prvi fazi postopka, ko recimo pride do prvostopenjske odločitve, pa se potem je treba odločiti, kakšni so izgledi za to, da uspemo s pritožbo ali pa kakšnim drugim pravnim sredstvom. Ima pa seveda največji smisel, ne, in največ koristi prinese ta nevtralna ocena spora takrat, ko se odločamo o tem, ali se, če rečem poenostavljeno, sploh pravdati. Tudi ko kaže na drugostopenjsko odločanje sodišča, oziroma ta medprostor, kot ste dejali. Seveda, tudi v tem trenutku pred vložitvijo recimo pritožbe ali pa tako, kot sem rekel, kakšnega drugega pravnega sredstva, je to še vedno koristno. Največja korist je pa seveda na začetku, ker z vidika možnosti mirne rešitve spora je pravzaprav vsak dan pravdanja lahko tisti, ki te možnosti zmanjšuje. Zato ste uvodoma dejali, da je pravzaprav ta predocena, zgodnja ocena lajšanje dela sodiščem, ker se v tem predpostopku stranke lahko velikokrat odločijo za mediacijo, poravnavo v svoje dobro, in poslovno dobro. Seveda, ker velikokrat, kot sem omenil, velikokrat je nek sklenjen kompromis lahko tudi za nadaljne poslovanje neke gospodarske družbe veliko bolj, recimo, veliko boljša rešitev, kot pa neko dolgoletno pravdanje. Gospa Katarina Kresal, nekaj smo uvodoma že dejali o postopkih in kdo jih vodi in kakšne izkušnje mora imeti, pa bi morda za boljše razumevanje le nekoliko več povedali, koga vse vabite in na kakšen način, oziroma kako se odločate, koga boste v postopku povabili. Predvsem morajo biti to veliki strokovnjaki svojega področja. Pogosto so pravniki, ni pa nujno, da so pravniki. Lahko gre za nek spor, ki bo naprimer povezan z neko specifično tematiko, ki bo povezana s kakšnim inženirskim znanjem ali pa kemijskim znanjem ali pa kakršnim koli drugim specialističnim znanjem, in takrat je nevtralni ocenjevalec lahko tudi kakšnega drugega poklica, ali pa je finančni strokovnjak, kadar gre za kakšne zapletene zadeve pri, finančnem poslovanju podjetij, lastninjenja, preoblikovanja, so lahko to tudi finančni strokovnjaki. Vsekakor pa so to res izjemni poznavalci konkretnega strokovnega področja. Prej sem omenila, da so pogosto to nekdanji sodniki, ni pa nujno, da so, zato ker veliko postopkov je tudi takih, ki niso nujno na sodiščih. Recimo so lahko na nekih patentnih organih ali kakšnih drugih strokovnih forumih, kjer ni nujno, da ti potrebuješ sodniško izkušnjo, da boš lahko ocenil, kaj stranko čaka tam. Je pa res, da je pri nas pogosto nevtralna ocena povezana ravno z sodnimi postopki in se zato stranke največkrat odločijo za nekdanje sodnike, tako kot recimo dr. Čebulj, ki je celo nekdanji predsednik Ustavnega sodišča, ne samo velik poznavalec upravnih postopkov, ustavne materije, ampak je bil pravzaprav na najvišji instanci možno in ljudje imajo veliko zaupanje do takih strokovnjakov. Vejo, da imajo celovit pogled na sam sistem, na način razmišljanja sodnikov, na kako zadeva funkcionira, ker te osebni premisleki, načini presoje so pogosto odvisni od tega, kaj bo potem nastalo na sodišču, ker tudi sodniki so ljudje in včasih moraš to dvoje dati skupaj, način razmišljanja, način branja zakonov in zakone same, da lahko oceniš, kaj bo iz določene tožbe, kaj se bo razvilo iz določene tožbe na sodišču. Tako da pri nas skoraj da danes izključno to delajo nekdanji sodniki višjih stopenj, ki so pač, kot sem že rekla, dobri poznavalci. Bi pa mogoče samo še dodala to, kdaj pride najpogosteje do nevtralne ocene, ko postopek že teče na sodišču, kadar je seveda tožena stranka presenečena, da je tožena,
in ko ima še ta rok 30 dni ali pa 15 dni, odvisno, ne, da odgovor na tožbo. In ko ni čisto prepričana, kako stvari stojijo, si naroči nevtralno oceno, da naredi čim boljši odgovor na tožbo. Torej ni nujno, da si to naročijo tisti, ki želijo tožiti, ampak tudi tisti, ki so toženi. Se pa zgodi tudi, da se nevtralne ocene naročijo medtem, ko postopek že teče, ker stranke sprevidijo, da je škoda časa in denarja ga puščati na sodišču in si dajo narediti preliminarno oceno, kaj se bo zgodilo sicer čez nekaj let na sodišču in se potem poravnajo raje. Iz tega razumem, da imate široko paleto različnih strokovnjakov za različna področja. Nekaj pa zagotovo je, da Slovenija sodi v mednarodni prostor, največ v evropski prostor. Ne pozabimo pa tudi drugega prostora, Azije, Amerike in tako dalje, kjer naša podjetja delajo, sodelujejo poslovno in verjamem, da lahko tudi tukaj pride do sporov. Kakšen pogled pa imate na to vrsto sporov in kako sodelujete s tujino, pa bi prosil oba za odgovor? No, ravno zato, ker posel nima meja, pa tudi ljudje so postali res mobilni, ne samo da delajo, tudi živijo in se premikajo po različnih državah, smo naš Evropski center za reševanje sporov že v začetku zasnovali tako, že samo ime pove, da se nismo zaprli v Slovenijo, ampak celotno organizacijo in strokovnjake smo zasnovali tako, da lahko funkcionirajo po celem svetu. Prednost alternativnih postopkov je ravno to, da praktično niso vezani na lokalno zakonodajo. Mediacijo ti lahko izvajaš kjerkoli po svetu po nekih osnovnih principih, ki so povsod enaki. Arbitražo lahko naš center izvaja tudi v Nemčiji. Bomo pač izbrali nemško pravo in bomo izbrali nemške arbitre, ampak stranke so pri tem proste in lahko izbirajo. Zato je tudi register naših akreditiranih strokovnjakov zelo širok in zelo pester, kar se držav tiče. Praktično iz celega sveta jih imamo, ne samo iz Evrope, tudi sežemo do Singapura, Amerike, tudi do arabskih dežel. Skratka, poskušali smo dobiti predstavnike iz vseh dežel, kjer verjamemo, da bi lahko prišlo do problemov ali pa bi slovenska podjetja ali posamezniki lahko imeli spore, ravno zato, da lahko pomagamo tudi takrat, kadar gre za spor z nekim mednarodnim elementom, kadar gre za škodo, ki se je zgodila v neki tuji državi, ker tudi tujci bodo lažje sprejeli naše storitve, če jim bomo lahko ponudili tuje strokovnjake. In ravno nekaj dni nazaj se je zaključila recimo ena taka velika mednarodna mediacija, kjer je tudi naš center pomagal med nemškim in slovenskim podjetjem. Končala se je zelo uspešno, čeprav sta bili stranki res na nož in to že leta in leta, ampak potem v 2 dneh so se dogovorili vse, še sami niso mogli verjeti, da so se vse dogovorili, ampak so si pa izbrali, kljub temu, da je bilo eno podjetje slovensko, so si izbrali nemškega mediatorja, ki smo ga mi priporočili, seveda. Podobno lahko deluje sistem tudi pri nevtralnih ocenah za spore s tujimi podjetji, ali če je slovensko podjetje na primer toženo pred neko arbitražo tujo. Pogosto je v večjih gospodarskih pogodbah tako, da so klavzule za reševanje sporov, ki te odpeljajo v Milano, v Pariz, v London na večje arbitraže in takrat se slovenska podjetja pogosto ne znajdejo in si lahko naročijo tako nevtralno oceno, kako bo postopek tekel in kako je verjetno, da se bo zaključil recimo na pariški arbitraži. Doktor Čebulj, vi imate ustavno-pravni renome, delali ste na ustavnem sodišču, pa me čisto osebno tako zanima, koliko zdaj posegajo po vaših nasvetih in priporočilih. Koliko pa je razlike v vašem prejšnjem delu pa recimo v sferi svetovanja? Je zahtevno? No, svetovanje oziroma tudi izdelava te nevtralne ocene spora je seveda zelo zahtevno delo in ni neko mnenje, ki bi bilo, recimo, če malo pokarikiram, kar tako napisano na 2-3 straneh, ne? Ampak recimo, kolikor imam jaz izkušenj za izdelavo teh nevtralnih ocen,
segajo tja do recimo 30 strani v nekem sporu, ki je nekoliko bolj kompleksen. Zdaj, treba se je zavedati, ne, da pravzaprav noben spor in nobena neutralna ocena spora ne zajema samo nekega ozkega segmenta, ki bi bil omejen na to, kakšni so izgledi na to, da recimo uspe stranka, tisti, ki je v sporu, na prvi stopnji sojenja, ampak je pravzaprav treba zgraditi, zanalizirati argumentacijo za vse stopnje naprej. To pomeni ne nazadnje tudi za primer, če se zadeva konča na ustavnem sodišču. Ker velikokrat ni problem in tudi moram reči, da ni moj namen, ko pišem te ocene, da recimo skušam oceniti argumente za in proti in zgraditi neko argumentacijo samo zato, da stranka uspe na prvi stopnji iz nekih procesnih razlogov. Ne. To recimo, če poenostavljeno povem, pomeni, da bo pač umrla pol leta kasneje. Ne. Sicer bo uspela, ampak čez pol leta se ji bo pa zgodilo isto, kar če ni vsebinskih razlogov. Ne. In zaradi tega je namen to, da se zgradi celotna pot in se že oceni, tudi če ni uspeha na prvi stopnji, kakšne so možnosti, kolikor je seveda to mogoče predvideti, naprej. In vedno je treba potem v okviru teh neutralnih ocen tudi opozoriti na to, kaj vse je treba storiti v posamezni fazi postopka, na prvi, drugi in tako naprej, zato da je možnost končnega uspeha toliko večja. To seveda pomeni, ne, da na koncu je treba zelo dobro poznati tudi stališča, način dela, prakso ustavnega sodišča. Ne. In seveda to, kar ste rekli, ne, kaj zdaj to pomeni. Ne. Zdaj seveda v vlogi sodnika na ustavnem sodišču je človek v drugačnem položaju, kot pa v vlogi tistega, ki piše recimo o tem, kakšne so možnosti za uspeh pred ustavnim sodiščem. Ampak te izkušnje iz ustavnega sodišča, kjer sem jaz 16 let prebil, ne, so pravzaprav tiste, ki mi dajejo ne samo vedenje o nekih ustavno-pravnih vprašanjih, ampak, če poenostavljeno rečem, vem, kako ustavno sodišče diha. Vem, kako se ustavno sodišče odzove na nek argument. In to je tisto, kar je morda neka dodana vrednost k temu, kar bi morda lahko napisal nekdo, ki vse ve o ustavno-pravnih, rečem lahko in teorijah in praksah, pa vendar ni nikoli imel možnosti, da bi od znotraj doživel, kako ta organizem, ki se mu pravi ustavno sodišče, dela in odloča. In ne nazadnje tudi razmišlja. To je podobno kot prej, ko ste vprašali, kaj je z Evropo. Ne? Ja, saj lahko se najdejo strokovnjaki in zagotovo so tudi pri nas, ki vedo, bom rekel, vse o evropskem pravu in vse o tem, kakšne so možnosti, ampak pomembni so strokovnjaki in možnost dobiti strokovnjake, ki živijo v tistem okolju, v katerem se bo recimo ta spor reševal, ta spor dogajal in tako naprej. Ne? Ker, saj veste, to je tako kot z recimo kabinetnimi raziskovalci, včasih rečemo, ne? Ukvarjajo se vse življenje s teorijo, pišejo referate, kako je pa v dejanskem življenju, pa morda ne vejo prav veliko in morda tudi njihovi nasveti zaradi tega ne dosežejo recimo neke tiste stopnje, tiste vrednosti, ki je za naročnika dejansko tudi uporabna. Ne le skozi vedenje, znanje, ampak tudi skozi praktične izkušnje.
Vendar, ko stranka pride k vam po pomoč, po to presojo, sodim, da morajo biti do zadnje pike iskreni. Če želi sebi dobro, potem mora biti do zadnje pike iskrena, ne? Ker seveda nevtralno oceno se da narediti na podlagi tistega, kar tudi stranka sama da na razpolago. Gradiv, svojih mnenj, svojih ocen in vsega ostalega, in na tej podlagi se potem izdela nevtralna ocena, ne? Če je ta podlaga, bom tako rekel, nepoštena ali pa če kaj prikrije, bo temu ustrezna tudi nevtralna ocena. Nevtralna ocena bo seveda poštena glede na tisto, s čemer jaz razpolagam, ampak če mi je kdo kaj zamolčal, potem mora to pripisati sam sebi. No, to je dosti pomembno, ne, da stranka ve, da pred vami nima kaj skrivati. Edino na tak način bo lahko rešila ali ji boste pomagali rešiti določene spore. Gospa Kresalova, na katera bistvena vprašanja pa odgovori Neo? Najbolj pogosto vprašanje je, kako kaže stranki na sodišču. Ali bo uspela, ali ne bo uspela, oziroma ali je večja verjetnost, da bo uspela, kot da ne bo uspela. Lahko je seveda vprašanje samo o delu problema, lahko stranko zanima samo pravna podlaga zahtevka, torej temelj zahtevka, ali ima prav ali ne, pa je ne zanima, kakšna bo na primer odškodnina. Lahko jo zanima tudi to, ali imam prav, če imam prav, do kakšne višine mi je lahko ugodeno oziroma prisojen nek znesek. Včasih stranke vprašajo tudi samo za čisto specifično vprašanje. Naprimer, ali bi sodišče lahko to in to pogodbo razglasilo oziroma razsodilo, da je nična, ker ima to določene posledice za razmerja med strankami. Včasih, sploh kadar gre za kakšna večja podjetja ali finančne inštitucije, pa so vprašanja tudi v smeri, je pa osnovno vprašanje, naprimer, mene podjetje zanima, ali mora narediti rezervacije za določene terjatve in do kakšne mere naj jih naredi. In seveda zaradi tega želi imeti oceno, kakšen uspeh bo imel v zvezi z določenim vprašanjem na sodišču. Ampak končni cilj je pravzaprav to notranje, finančno poslovanje, pravilnost oblikovanja rezervacij, pravilnost priprave bilanc in tako naprej. Včasih so to zelo kompleksni razlogi, zakaj stranka rabi imeti oceno o nekem pravnem vprašanju. Ampak načeloma pa gre za to, ali generalno, kako mi kaže, ali pa presoja o konkretnem pravnem vprašanju. Ali prihaja tudi do tega, ko vas stranke obiščejo, pa bom razumevajoče bodo rekel, do streznitve, ko stranka pričakuje več od tistega, morda so tudi lastne pravni nasveti, lastne pravne službe dajale neke upe, ki so previsoki. Kaj se zgodi? Ali prihaja do tega? Ja, pogosto se zgodi, da je nevtralna ocena bistveno drugačna od tega, kakor je ocenila stranka sama ali z svojimi notranjimi pravnimi postopki ali pa tudi zunanjimi mnenji. Se je tudi že zgodilo, da se je diametralno nasprotovalo mnenje odvetnika in mnenje nevtralne ocene. Je res, da se pogosto, vedno pogosteje tudi dogaja, da odvetniki pošljajo stranko k nam, da si izdela še nevtralno oceno, ravno zaradi tega, kar je tudi dr. Čebulj govoril, ker je ta sodniška mentaliteta je odvetnik ne more imeti. Pač odvetništvo je svoj segment pokrije. Ja. Pa tudi pogosto se zgodi, sploh tam, kjer so stalni odvetniki posameznih strank, da se podzavestno lahko daje večjo težo argumentom stranke, kot bi jo dal nekdo nevtralni. In tudi odvetniki se tega zavedajo, včasih se skupaj stranko, odvetnik in stranka odločita, da gresta na ta test realnosti in se zgodi, da so mnenja različna ali da se vsaj v nekem segmentu razlikujejo, kjer je to bila skupna odločitev z odvetnikom, je
to seveda ni problem, stranke potem prilagodijo svojo strategijo reševanja sporov. Je bilo pa tudi že kaj nezadovoljstva. No. Potem je pač na stranki sami, da se odloči, kateremu mnenju bo sledila. Doktor Čebulj, verjamem, da imate vrsto izkušenj v teh postopkih zgodne nevtralne ocene in morda zgolj samo za pikico na torto nam lahko povestejo o kakem postopku, ki ste ga v teh zgodnih ocenah vodili, da bodo naše gledalke in gledalci dobili občutek, kako to dejansko izgleda. No, recimo tako bolj opisno, ne, ker zdaj o strankah ravno ne morem govoriti, ampak eden od primerov, ki je bil precej zanimiv, pa morda tudi kompliciran, pa mi je zato tudi ostal bolj v spominu, je bil ravno problem ocenjevanja, koliko ima tožena stran, se pravi ne tisti, ki uveljavlja nekaj, ampak tisti, ki je bil tožen, ne, koliko ima izgledov za uspeh v sodnem postopku, kjer se je uveljavljala ničnost pogodbe, ki je bila sklenjena kot posledica nekega javnega naročila. Ne. In to so milijonski zneski, ne. In seveda, če tukaj pomislite samo na to, kolikšne so takse za takšne sodne spore, ne, je seveda vredno razmisliti o tem, ne, da se nekoga povpraša, ali so izgledi in kakšni so izgledi, ali se spustim v to pravdanje, ali se ne spustim v to pravdanje. No, potem drug tak primer, ki je tudi bil precej zanimiv, je šlo pa za vprašanje možnosti uspeha v sodnem postopku, v katerem se je izpodbijala, tukaj je pa tožnik prišel, ne, izpodbijala odločba o odvzemu dovoljenja za opravljanje gospodarske dejavnosti, kar seveda pomeni propad lahko nekega gospodarskega subjekta. Ne. To so takšni, ne, recimo, kjer se pravzaprav morda nekoliko pokaže tudi teža odgovornosti, ki jo nosi tisti, ki takšno oceno pripravi. Ne. In če se lahko malo na gospo Kresal navežem, ne, pa tisto, kar ste prej vi vprašal, ne, moja naloga kot nevtralnega ocenjevalca seveda ni, da sem všečen naročniku. Moja naloga je, da mu nalijem čistega vina. Ali bo potem on to vino spil, ali ga bo zlil stran, je pa seveda njegova stvar. Ne? In tukaj se mora potem sam odločiti in ta nevtralna ocena pač tudi, če pokaže, da ni nekih izgledov za uspeh, je pač samo podlaga za njegovo odločitev po eni strani. Po drugi strani je včasih lahko tudi podlaga, zlasti recimo, če gre za ljudi, ki so na nekih odločujočih položajih, da imajo nek oprijem, za katerega se lahko oprimajo takrat, kadar jim morda recimo v gospodarski družbi lastniki očitajo, zakaj pa niste šli v to pravdo. Ne? Če bi pa šli, bi pa mi zmagali. Ne? Tako pa smo mogli toliko pa toliko denarja recimo odpisati. Ne? Vsemu temu lahko služi seveda takšna neutralna ocena. Ne? In jaz verjamem, ne, to, kar je tudi gospa Kresal rekla, da tudi odvetniki že pošiljajo svoje stranke po te neutralne ocene. Veste, vam bom povedal čisto en konkreten primer, ne? Ko sem že delal toliko časa na Ustavnem sodišču. Ustavno sodišče se velikokrat, ali pa ljudje ga velikokrat razumejo kot tisto zadnjo rešilno bilko, ne, ki bo pa popravilo vse krivice, ki so se v dosedanjih sodnih postopkih na nižjih stopnjah zgodile. Pa
to še zdaleč ni tako. Ne? In zaradi tega, recimo, podatki iz tudi poročil Ustavnega sodišča, v delu Ustavnega sodišča kažejo, da morda recimo v sporih posamezniki, ustavni pritožniki, tudi gospodarske družbe, uspejo s 3% vlog, ki pridejo na Ustavno sodišče. Ne? Se pravi, 3% uspejo. So pričakovanja previsoka, ne? Prvič so pričakovanja previsoka, drugič, to ni več običajno sojenje, to je pač čist nek drugačen postopek. In zdaj, če samo končam, predstavljajte si nek moj prijatelj, odvetnik, ne, pravi, veš, s tole zadevo bom šel pa na Ustavno sodišče, ne, ja, zakaj pa gre, pa mi na hitro pa jaz rekel, veš kaj, po moje, bo to težko skozi. Ne, veš, pa imam že 10 strani argumentacije napisan, pa vse, sem rekel, super, ne. In potem odvetnik vloži 10-15 strani argumentacije in dobi od Ustavnega sodišča izrek, v katerem piše se ne sprejme in obrazložitev, to smo storili na podlagi drugega odstavka 55b člena Zakona o Ustavnem sodišču. Ni pomembno pravno vprašanje, po domače to pomeni. Kako se ta odvetnik zdaj počuti, ko to pokaže stranki, ki mu je plačala ustavno pritožbo, ki morda po tarifi, če pogledam, niti ni tako zelo poceni, zato, da je dobila za ta denar en stavek. Ne? In to je tisto, ne, recimo, kar je tukaj pri teh nevtralnih ocenah pač pomembno. Tudi ta izgled, ta možnost, ravno zaradi tega, da pravzaprav se tudi po nepotrebnem ne trošijo sredstva. Je pa seveda zato toliko večja odgovornost tistega, ki to piše. Vendar pa, kot sem rekel, odločitev o tem, ali vino popiti, ali zliti, je stvar tistega, ki drži kozarec v rokah. Morda to vprašanje. Velika podjetja imajo svoje pravne službe. In verjamem, da v nekaterih primerih tudi te službe naredijo neko predoceno stanja. Ali je to predoceno stanja možno poslati v vaš center, da ga strokovnjak oceni, ali so smeri prave? Ponavadi, ko predložijo dokumentacijo v nevtralno oceno, dajo vso argumentacijo, dajo vse svoje razmisleke, pomisleke, morebitne vloge, ki že obstajajo, zato da dobi nevtralni ocenjevalec čim bolj širok pogled v spor, oziroma da je ta spis, ki če bo enkrat šel na sodišče, res popoln. Da bi pa ocenjeval samo argumentacijo, je pa težko, ker seveda moraš imeti vso ustrezno dokumentacijo o sami zadevi, da boš lahko rekel, poslušajte, vaša argumentacija je luknjasta, je nepravilna ali pa je odlična, super, naredite tako, kot ste napisali. Pogosto se nevtralni ocenjevalec oziroma ocenjevalka in stranka tudi dobijo pred izdelavo nevtralne ocene. Ocenijo tudi skupaj, katere dokumente bi bilo še dobro dati zraven, da bo ta ocena čim bolj popolna. Včasih nevtralni ocenjevalec izpraša določene ljudi, kot bi bil neke vrste postopek s pričo, da je čim bolj podobno temu, kar bi se odvijalo na sodišču. Se je tudi že zgodilo, da so podjetja pač dobila celo priče, ki niso več v podjetju v službi, so nekje drugje, ampak so bile pripravljene priti povedati svojo plat zgodbe, čeprav niso na njihovi strani, če bi tako človek lahko tako rekel, zato da je ocenjevalec dobil čim bolj široko pogled v dejansko stanje in seveda tudi v pravno argumentacijo, da je potem izdelal nekaj, kar je res lahko približek sojenja. Doktor Čebulj, ko stranka pridobi vašo oceno, ali se dogaja, da ali pa se lahko potem stranka lahko odloča tudi za katero drugo od alternativnih oblik nadaljevanja v postopku? No, seveda, ta nevtralna ocena je lahko podlaga ali za odločitev za to, da se gre v pravdo, recimo, da se gre v sodni postopek, odvisno
kaj pokaže. Ne? Če pokaže manjše možnosti za uspeh v sodnem postopku, potem je seveda toliko več razlogov, da se stranka ali pa da stranka uporabi te druge možnosti za rešitev spora. Ne? Se včasih je pravzaprav tudi že vprašanje takšno, ne? Če pa bo pokazala ocena, da nimam možnosti za uspeh v sodnem postopku, mi pa povejte, kakšne so možnosti in kaj lahko pričakujem v mediaciji. A veste, ker tudi v mediaciji argumenti štejejo. Ne? Res je, da tam pride do nekega kompromisa, ampak ta kompromis, ne, koliko je bolj ali manj ugoden za nekoga, je odvisno tudi s tem, od tega, s kakšno argumentacijo v tem sporu razpolaga. Tako da seveda, to je pač stvar odločitve tistega, ki naroči. Ne? Več vpraša, več odgovorov dobi. Ne? Čeprav, tako kot sem rekel, ne, že v nevtralni oceni se že nakaže. Ne? Poglejte, ne? So argumenti ne prav težki, težko boste uspeli v sodnem, pojdite raje po tej poti. Tukaj po tej poti pa recimo lahko pričakujete to pa to. Pravzaprav, če vas prav razumem, v tem predpostopku, tej zgodnjih ocenah, vi želite stranko na iskren in strokoven način usmerjati k njenemu čim boljšemu rezultatu, ne glede kakšen bo. To je tako, kot vi pravite. Ne? Moj namen je stranko usmeriti in na koncu, ob vsem tistem, kar se napiše, dati nasvet, kako naj ravna, da bo to čim ugodneje, čim bolje zanjo. Ne? In to ugodneje, čim bolje, seveda ni nujno samo, tako kot sem že rekel, dobiti nek spor za vsako ceno čez 10 let, ampak morda v krajšem času neko sicer morda malo manj ugodno rešitev, pa zaradi tega rešitev, ki ima lahko zaradi tega, ker je hitra, pravočasna, druge pozitivne učinke. Če samo tukaj še jaz dodam, pogosto so nevtralne ocene oziroma predlogi za nevtralno oceno vsebujejo tudi prošnjo, da nevtralni ocenjevalec, vkolikor oceni, da ni to situacija, ko boš 100% zmagal na sodišču, da pove, v kakšnem razponu naj se stranka pogaja. Da ne oceni minimum in maksimum, v katerem je še dovolj močna argumentacija, da se splača pospogajati. Tako da lahko je nevtralna ocena narejena tudi za mediacijo, ne nujno samo za sodni postopek ali pa za arbitražo. Torej, da te opremi z dovolj argumenti in pa z zavedanjem tvojih pogajalskih pozicij. Kje si močen, kje si slab in v katerem okviru se ti splača pogoditi. Tudi take nevtralne ocene smo že imeli. Gospa Kresalova, dovolite mi, da ko sem prebiral neke dokumente, mi je pred oči prišel tudi ta stavek ali več, o kateri vsebini boste znali več povedati vi. Neo tudi ščiti pred kritikami, da je vodstvo podjetja nerazumno popustilo in pristalo na kompromis. Kaj je pravzaprav to mišljeno? Uprave družb, direktorji družb, kadar gre za visoke zneske, kadar gre za spore večjih vrednosti, se pogosto ne upajo odločiti, da grejo v poravnavo, čeprav vejo, da niso njihovi argumenti 100%, ker imajo nad sabo nadzorni svet ima za sabo še skupščino, seveda uprava ima odškodninsko odgovornost, odgovarja za svoje odločitve in se ne upa samostojno, samo mogoče z notranjim pravnim mnenjem odločiti, v kakšnem razponu se bo poravnalo ali da sploh ne bo šlo na sodišče. Če pa imaš ti v roki mnenje nekdanjega vrhovnega sodnika, ki je recimo specialist za civilno pravo ali pa za gospodarsko pravo, za točno to določeno področje, ki ti reče, ne hodi na sodišče, ker boš zagotovo izgubil, ali pa ne, imaš 50-50 možnosti, da zmagaš, je smiselno, da se pogajaš v tem in tem razponu. Bo nadzorni svet težko rekel, da je bila odločitev uprave neskrbna.
ali pa nestrokovna, ali pa da so se prehitro vdali, ali pa da niso modro ravnali s tem, ko so prihranili denar, ker s tem, ko prihraniš čas, prihraniš tudi denar za podjetje. In pa marsikatera raziskava je že pokazala, da spori znotraj podjetij dejansko slabšajo njegovo produktivnost. Zato, ker večajo napetost znotraj zaposlenih, zato, ker včasih plusknejo v javnost in lahko pada ugled tega podjetja, omajajo se medsebojni poslovni odnosi in vse to odpade, če je podjetje dovolj pametno, da naredi dovolj dobro predpripravo in se odloči, bomo pa to zadevo zaprli čim prej, s čim manj žrtvami. In tak papir seveda ima težo. Težko ti bo nek nadzornik rekel, da pa takšno mnenje, takšne avtoritete ni dovolj velik razlog, da si se ti poravnal. Kako lahko danes podjetja, ki so v krizni situaciji, ki zaradi različnih razlogov jim grozi, da bodo odkupljena po sili razmer, da bodo morali ne nazadnje tudi zapreti vrata, je seveda skozi različne sodne postopke, ker tako na pamet to ne gre, je tudi to eden od razlogov, da se tudi v lastnih kritičnih trenutkih odločajo za strokoven nasvet pri vas. Gotovo, kriza prinaša tudi nek strah in ta se prav čuti, sploh na področju gospodarstva, ko se menedžerji tudi v podjetjih, ki niso povsem v privatni lasti, naenkrat ne upajo več sprejemati odločitev, ker potem te preganja ne samo tvoji lastniki, ne samo tvoji nadzorniki, preganjate naenkrat še vsa politika, pa še javnost, pa še kdo se najde in Samo upniki tudi. Ja, o upnikih sploh ne govorimo. Ne. Sploh, kadar gre res za stečaje, likvidacije ali pa kakšne druge. Danes kar precej, ne? To pa vsekakor. Ne. V tem odnosu do upnikov, do njihove poštene in enakopravne obravnave je takšna predhodna ocena že skoraj da nujna. Tukaj pa verjamem, da imate veliko zahtevnega dela. Tu je vaša podlaga v preteklem znanju neizmerno dobrodošla. Pa ne samo vas, verjetno vseh sodelujočih. Ja, delo je pravzaprav vedno zahtevno. Saj, ja, veste, ni zdaj vprašanje, bom rekel poenostavljeno, kdo sedi za vratom nekega menedžerja, nekega člana uprave, predsednika uprave, ali so to samo lastniki, ali so to tudi, recimo, če gre za kakšen stečajni postopek, upniki, kjer mimo grede lahko pride do kakšne ovadbe zaradi oškodovanja upnikov ali pa karkoli. Ampak mene osebno pravzaprav ne zanima to. Mene osebno zanima tista vsebina in to, da moram biti v vsakem primeru čim bolj pošten do, pa morda niti ni najbolje reči samo do naročnika, ampak pravzaprav moram biti jaz pošten do vsebine tistega, kar je predmet spora. Ali so izgledi, ali niso izgledi, ne glede na to, kdo je na eni ali drugi strani, še najmanj pa glede na to, kdo plača to oceno, da ne bo kakšen pomislek, seveda, saj zdaj pa tisti, ki pa plača, bo pa kar dobil nekaj ugodnega. Ne, zato jaz ves čas to poštenost poudarjam in tudi to, kar ste vi prej vprašali, koliko lahko notranje službe naročnika sodelujejo. Notranje službe naročnika lahko sodelujejo toliko, kolikor je meni potrebno za to, da jaz razčistim tisto dejansko stanje. Od tukaj naprej nimajo kaj več delati zraven, ker potem ocena ne bi bila poštena. Predvsem do tistega, ki to naroči. Ker namen ocene je, kot sem že večkrat poudaril, mislim, da v tej oddaji, nalit čistega vina. Brez vseh priokusov. Katere vrste sporov pa so primerne ali godne za predložitev postopek te zgodnje ocene? Vse vrste sporov so pač primerne. Povsod, kjer je spor, je treba ta spor rešiti. In povsod, kjer je rešiti spor,
lahko pride do ocene, kakšne so možnosti tistih, ki so v ta spor vpleteni. To so lahko civilni spori, odškodninski spori, spori, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij. Velikokrat, to se morda nekoliko zapostavlja, so pa to tudi spori, ki jih imamo posamezniki ali pa gospodarske organizacije z državo, da tako rečem, z oblastjo. To so spori, ki se tičejo investicij, ki so vezane na gradbena dovoljenja, to so spori, ki so vezani na davke, to so spori, ki so vezani recimo na razmerja do teh tako imenovanih nadzornih inštitucij na posameznih področjih gospodarskega delovanja, od recimo varstva konkurence, trga vrednostnih papirjev. To so včasih spori, ki recimo, ko sem že omenil varstvo konkurence, če neko podjetje pride v položaj, da dobi od agencije odločbo o kartelnem sporazumevanju, je kazen lahko 10% prihodkov preteklega leta. 10%, če jih mora nekdo takole dati, lahko pomeni njegov stečaj. Bankrot, ja. Tako da vsi in ne nazadnje seveda potem tudi spori, ki, ko pridejo enkrat z nekega drugega ustavnopravnega vidika pred ustavno sodišče. Tudi ni zdaj vprašanje to, da bi postopek pred samim ustavnim sodiščem kakšne velike stroške povzročal, to ne, ampak to so zgodbe, kjer nekdo v dobri veri plača za zastopanje, napiše se recimo tisti, ki zastopa, neka obsežna argumentacija in vse skupaj se konča z enim stavkom. Moral vas bom, dr. Čebulj, vprašati tudi, katera orodja uporabljate pri sestavljanju te ocene, poleg seveda vaših dolgoletnih izkušenj, so to sodne prakse ali morda še kaj drugega? No, glejte, za to nevtralno oceno seveda mora tisti, ki jo izdeluje, poleg tistega vsebinskega znanja z področja, kamor spor sodi, tudi zelo dobro obvladati tisto, čemur pravimo pravniki argumentacija v pravu oziroma pravna argumentacija, o kateri je, se mi zdi, še največ v Sloveniji napisal akademik profesor Pavčnik. Ampak metode dela in argumentacijo in metode argumentacije se da naštudirati. Niso tako enostavne, ampak se jih da naštudirati. Kako pravzaprav rezultati teh metod učinkujejo v praksi, v dejanskem življenju, v postopkih pred sodišči, tukaj pa ni nobene metode, tukaj so pa seveda izkušnje. In že nas čas malce opozarja, gospa Kresalova, kdo pravzaprav opredeli vprašanja, ki so lahko podlaga za oceno spora? In seveda, kako stranke izberejo ocenjevalca? Stranka sama opredeli, kaj jo zanima. Pri tem lahko tudi svetujemo. Včasih ne vejo čisto dobro, kaj vse bi bilo dobro preveriti, pa tudi seveda z vsem pravnim znanjem, ki ga nudimo sicer na Evropskem centru za reševanje sporov, lahko naredimo tudi to preliminarno oceno, kako široka naj bo ta nevtralna ocena, lahko stranki svetujemo, kaj naj še doda v svoje vprašanje. Stranka, osnovno pravilo oziroma načelo pri alternativnih postopkih je, da si stranka sama izbere ocenjevalca. Je pa res, da gre tukaj za specifične probleme, za tudi zmožnost izbrati pravega človeka, ki bo znal dati pravo oceno, tako da do zdaj se je še praktično vedno zgodilo, da je stranka prosila za našo oceno. Glede na spor, na vsebino problema, ki nam ga je predstavila, da jim svetujemo, kdo bi bil najboljši nevtralni ocenjevalec. Včasih so želeli več imen, pa smo naredili pač ožji izbor.
ampak načeloma je stranka do zdaj že vedno sledila temu, kar smo predlagali. Sicer pa je ta register, ko se stranka enkrat odloči za postopek, lahko dobil pogled v ta register, not so navedeni ti strokovnjaki, navedene so njihove izkušnje, predhodnje, delovne, pa tudi iz konkretnega področja teh sporov. Tako da lahko zelo v drobovje pogledajo znanje tega strokovnjaka in si ga same izberejo. Ampak kot rečeno, ponovadi so zelo vesele, da jim mi rečemo, lejte, tale gospod oziroma tale gospa bo pa res obvladal to konkretno vprašanje. In potem seveda je treba še dobiti soglasje nevtralnega ocenjevalca. Ker nevtralni ocenjevalci so pač ugledni ljudje, katerih mnenje nekaj šteje in se zlepa ne bojo podpisali pod nekaj. Ne. In se je tudi že zgodilo, da je nevtralni ocenjevalec rekel, to pa ni področje, na katerem se jaz čutim povsem domačega, mogoče bi bilo bolje poklicati koga drugega. Tisti, ki prevzamejo naročilo potem od stranke, res vejo, kaj delajo in tudi se zato pač lahko podpišejo pod svoje mnenje brez kakšne zadrege. Zdajle na koncu našega druženja pa morda od vaju še neko zaključno misel glede na področje, ki ga zastopata in morda kakšen kratek nasvetek. Dr. Čebulj. No, moj nasvet pravzaprav je v tem, ne, da se mi zdi, da bi v tej naši družbi marsikaj bolj gladko teklo, če bi skušali reševati spore ne pred sodiščem, ampak z tistimi metodami, ki so bolj prijazne in ki tudi ni nujno, da seveda povzročijo, da tisti, ki so udeleženi v sporu, da so potem večni in dosmrtni sovražniki. To pa seveda pomeni tudi tako, kot sem že dejal, ni nujno najbolj koristna stvar to, da dokažemo nek svoj prav za vsako ceno, ampak da skušamo tudi med črmi teh sporov, ki se pač običajno pojavljajo, živeti, bom rekel, na čim bolj prijazen način. Hvala, gospa Kresalova. Življenje je prekratko, da bi ga zgubljali v sodnih dvoranah, predvsem pa nikoli ni črno-belo. Zato, če se le da, uberimo drugo pot, se sporazumno dogovorimo o rešitvi naših problemov in živimo vse tiste pozitivne zadeve, ki so bolj prijetne v življenju. Lepa hvala. Tako cenjene gledalke in gledalci, upam, da ste skozi nocojšnji pogovor opazili, kako je nujno potrebna strategija pri obravnavanju sporov, posebej pa še v tej zgodnji neutralni oceni, o kateri smo danes večer govorili. Gostoma iskrena hvala za obisk v studiu in za obilico nasvetov in napotkov našim gledalkam in gledalcem. Vam pa, spoštovani, če ste bili z nami, tudi hvala lepa in seveda še naprej vam želimo spremljanje televizije, vaš kanal. Lepo pozdravljeni.